Kako ste kaj zadovoljni z današnjim odzivom na čistilno akcijo? Malo sem razočaran, glede na to, da prvič je lepo vreme, drugič možnost družin priti na te konce, sploh ob Dravi, naprimer, kdo so ljubitelji te narave, čiste in tako dalje. Bom rekel, da jih je dosti manj, kot jih je bilo na prvi čistilni akciji, ker sem tudi sodeloval, oziroma naša podjetje, oziroma naša Drava Center. Tako da bom rekel, dosti manj ljudi, to me malo bega, ne vem zakaj, kaj je razlog, mogoče so se ljudje mogoče zaveščeno ali pa pač mislijo, da je mogoče bolj očiščeno od zadnje čistilne akcije, ki je bila, oziroma da ni toliko smeti v naravi, vendar opažamo, glede na to, kako je bilo tukaj zopet, da še se ljudje vedno ne briga oziroma ne sodelujejo v čiščenju narave, tako kot bi mogli. Se ne ozaveščajo, da pač našim zanamcem in našim otrokom zapuščajo še vedno več smeti. Tukaj danes ena redkih pridnih na tem koncu Maribora. Kako to, da si se odločila prav tukaj pod Pekarsko gorco in v okolici čistiti? Sem doma, pa sem videla, da je še polno umazanije, kljub vsemu, da so že tam neke vreče. Je tukaj še vedno zelo dosti tega, naprimer tam kup, če pogleda, tako da ne bi noben čistil. Kakšni odpadki se vse znajdejo v tvoji vreči? Ja, v bistvu so mešani, sem mislila še potem ločiti, zato ker se najde vse, v bistvu steklo, pa razne pločevinke, pa razne plastične flaše. Tukaj ob Dravi, kot ste že sami dejali, se nahajava na kupu smeti. Kakšen je vaš komentar na vse te pločevinke? Ja, neverjetno je. Mislim, da je bivši lastnik tega lokala, oziroma prej bil Hugo, potem pa zgleda, da so bili sami neki sumljivi lastniki, vse samo v gozd odnesel. Ker tukaj je zakopano verjetno kak meter globje še. Jaz sem zdaj po vrhu pobral malo, ampak kakor hitro eno vrečo odmakneš, tako je spodaj še ena. In večinoma so pločevinke, tele aluminijasti krožniki, plastičen pribor pa take zadeve. Koliko je bilo odpadkov v Limbuškem nabrežju, kakšni so bili? To je bilo cirka približno 3 kubike pa mešani komunalni odpadki. Kaj vse se še vas čaka danes, kakšna je vaša pot, naloga? To nas zdaj sproti obvešča, tako da ne moremo nič reči. Mislimo, da bo nekaj, da se bo to spucalo. Ura se bliža popoldnevu, pobiralci sedaj zaključujejo nekako svoje delo, vaše se pa verjetno šele začenja. Se pa začenja, tako je, ker zdaj so nabrali to, kar so, pa mi pa bomo zdaj to spravili dalje. Ti odpadki pa grejo v papir servis, tam pa to potem presortirajo, pa gre potem na daljnjo proizvodnjo. Da je ta en dan, ko čistimo Slovenijo, dovolj, da jo očistimo, ali je treba kaj spremeniti v mentaliteti ljudi? Mislim, da bi morali spremeniti mentaliteto ljudi, ker to lahko počistiš, pa bojo pol še vedno onesnažili. Jaz mislim, da treba miselnost spremeniti ljudi. Recimo, če bom rekel, tale kup tukaj ti v zadek je pohištvo nekdo, recimo, ki zasliši glas, da se prihaja ali pa se bliža čistilna akcija, da dejansko potem, treba še to nekam odpeljati, vse me ne vidi nihče, recimo zvečer, pa prepela recimo na deponija tako kos pohištva ali se selil ali ne vem. Po drugi strani pa po mojem je tudi dobro, da bi ljudje vsak dan skrbeli, recimo vemo, da imamo te zbirne otoke, vemo, da imamo zbirališča smeti, kjer se sortirajo smeti, odpadke. Jaz recimo prihajam z občine Miklavž na Dravskem polju, ki imamo fiksno določeno vreče, ne vem, plastične stvari, pločevinke in tako dalje, da se fiksno sortira, ker konec koncev to plačamo mi ljudje. Ljudje bi se mogli spremeniti, Te akcije so v eni vrsti očistijo okolje, koliko pač se da, v drugi vrsti prepričajo že prepričane, tisti, ko pa smetijo, jim je pa tako vseeno. Kakšnih smeti je največ? Kosovni odpadki še vedno se pojavljajo salonitne plošče, pojavljajo se pa mešane stvari od pločevink, plastike, vreč, tudi plenic, recimo starejših občanov, po mojem jim je sram voziti to na deponije ali karkoli. Skratka, v tem smislu, ogromno plastike pa teh pločevink pa razbitega stekla, naprimer, tega se še ogromno najde.